Končuje se teden slepih in slabovidnih, zato je v teh dneh njihova zveza pripravila vrsto dejavnosti, času primerno, večinoma na spletu. Nas pa je zanimalo, kako ti mladi, ki so prav tako ta teden že začeli pouk, sprejemajo zapovedano razdaljo 1,5 metra, saj zanje je dotik zelo pomemben. Korona čas si bomo med drugim zapomnili tudi po tem, da smo morali upoštevati varnostno razdaljo in se čim manj dotikati. Zato je bilo to obdobje za osebe s slepoto in slabovidnostjo še malo bolj posebno kot za vse druge. Jaz, če predmeta ne potipam, dejansko si ga ne morem predstavljati. S tipom, jaz zmeraj rečem, vidim. Sem mogel še bolj mučiti s tem, da sem si pa še bolj v glavi predstavljal. Šolanje na daljavo je bilo tudi za mlade iz centra Eris poseben izziv, s katerim so se spoprijeli s pomočjo staršev. Zjutraj je bilo včasih malo težko mi izustati, drugače je bilo pa kar okej. Meni je še kar šlo, ker v bistvu kar dosti vidim. Mi je bilo težje, ja. Mi je bolj šla delati. Pač prek Teamsov pa to težje mi je bilo se prijaviti noter pa pošiljati pa tako. Recimo mail znam porabljati, dol pa ne znam iz maila dajati stvari. To so mi pa mogli pomagati od staršev. Pred 2 tednoma, ko so se vrnili s korona počitnic, jih je skrbelo, kako bodo zmogli upoštevati pravila. A bo pa sploh to kakšen plus, ker ne bomo smeli tipati, recimo, ne? Sem komaj čakal, da spet vidim sošolce. Mladi iz centra Eris pa so tudi v korona dobi videli marsikaj lepega. Smo bili veliko z družino skupaj. Je bilo tudi vreme lepo, smo na vrtu delali veliko. Moj ati, to je bil pa res velik plus, da se je lahko z mano on ukvarjal, da mi je lahko pomagal in je imel čas zame.